Kamišibaj. Ovčka Olga. To je ovčka Olga. Mala ovčka. Rada se igra, skače v zrak in pleza na drevesa. Najraje pa se lovi z drugimi ovčkami. Kaj pa pomeni tisto, kar ste na začetku rekli, kamišibaj? Aha, kamišibaj. Kami pomeni papir, šibaj pomeni pa gledališče. In temu se reče papirnato gledališče po japonsko. Ja, zakaj ste pa na začetku s palčkami potovkali skupaj? Tele palčke se jim pa reče hijošigi. In s tem kamišibaj mojster v stari japonski je prišel, se je pripeljal sredi vasi s kolesom in je takole zbral otroke, jih je poklical s temi palčkami. Kamišibaj! In otroci so pritekli. To je ena zelo stara fotografija, poglej Tibor, tlele, v bistvu kamišibaj, tisti, ki igra kamišibaj, tukaj vidite odrček in otroci čisto krog odrčka pridejo. A pol je taka, je prišel s tem papirnatim gledališčem v vas, je to hodil po vasi, pa to Ja, on je bil na kolesu, imel je tole na prtljažniku od kolesa. Je prihajal enkrat na teden ali pa na vsake toliko dni in vedno, ko je prišel, jih je poklical, da so pritekli gledati kamišibaj. Tukaj je en, kako pride s kolesom, takole na kolesu. Kovček pa pač kamišibaj gor. Točno tako, kovček in v tem kovčku so predalčki. A to so mogli otroci pa kaj plačati, da so gledali predstavo? Ja, otroci so mogli plačati nekaj čisto malega in kaj so plačali? Ne to, da so gledali predstavo, ne to, da so si pogledali kamišibaj, ampak kupili so en majčken japonski posladek, en majčken bombonček, recimo rižove piškote ali pa kakšno malo sladico. Kamišibaj mojster jim je to razdelil in oni so lizali sladico in poslušali kamišibaj. To je zdaj še en odrček kamišibaj, se ga spet odpre, takole. In imamo noter že novo zgodbico. Ko smo vas gledali, sem si mislila, da ste se vse to besedilo naučili na pamet, pa sem pa prišla pogledat, pa sem videla, da imate klep besedilo. Ja, nekateri kamišibaj mojstri to pripovedujejo na pamet, ampak če se slučajno zmedeš in se kaj zaštrikaš, imaš pa tukajle na naslednji strani, na zadnji strani besedilo. Kaj pa te inštrumenti tukaj, to jih tudi uporabljate za predstave? Tudi, to so del predstave in sicer tele moje predstave o slončku iz gline. In sicer to je ena taka otroška japonska ropotuljica, potem imamo tole kar doma narejeno takole ropotuljico. Potem imam pa tlele iz Južne Amerike, imam eno tako piščalko. Kako sploh začnemo risati? To je najboljše vprašanje za začetek. In sicer vedno moramo vedeti, katero zgodbico in na kakšen način jo bomo narisali. Se bomo odločili za eno pesmico, ki jo sigurno poznate. Kuža pazi. Kako gre? Kuža pazi? Drevko miga, stane leže, tačko da. Konec! Kamišibaj. Kuža pazi. Kuža pazi. Zrepko miga. Vstane. Leže. Tačko da. Konec. Kamišibaj, Gašper, bye bye.